Pa daš še like. No, vsi, ki ste se zdaj na novo pridružili, lepo pozdravljeni. Zdaj še čakamo, da se povežemo v živo z Facebookom, potem pa gremo v eter. Profesor Borstner je tudi z nami. Pozdravljeni. Zdravo. Igor, nastani gost iz Maribora. Pozdravljen Primož, pozdravljeni vsi. Igor, ti se javljaš iz Maribora, je res? Točno tako. Bravo. Aha. Mislim, da se nam tudi Darko pridružuje. Lahko smo kar začeli, veš. Takole. Zdaj pa snemamo, predpostavljam, Gašper? Ja, lahko začnemo. Tako, jaz imam tukaj tudi znak, da smo že v etru na Facebooku. Spoštovane gostje, spoštovani gosti, lepo pozdravljeni. Zdaj že v tretji ediciji naše filozofije v karanteni. Danes se je na naše povabilo odzval kolega dr. Primož Repar, ki je direktor založbe Apokalipsa. On ni samo filozof, je tudi literat, pesnik in posledično bo naš današnji pogovor tako, če lahko temu rečemo, interdisciplinarno obarvan. Zdaj tudi seveda Primož je, ne vem, če direktor ali predsednik Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Søren Kierkegaard in jaz Primoža poznam predvsem kot Kierkegaardovca, tako da upam, da bomo danes tudi še kaj o tem slišali. Zdaj še enkrat, v živo smo in snemamo. Če ima kdo kakšno željo potem na koncu, ko bo debata, zastaviti vprašanje, se bo že držal navodil Gašperja, ki bo kmalu prevzel moderatorstvo. Tisti, ki bi pa radi zastavili vprašanja, pa mogoče nimate možnosti mikrofona, lahko zapišete svoje vprašanje v Zoomu spodaj v klepet, ga bom posredoval moderatorju jaz. Tisti, ki pa nas spremljate v živo preko Facebooka, pa če se vam porodi kakšen komentar ali vprašanje, ga seveda zapišite v klepetalnico tam in bo kolegica Tinkara Tihalj posredovala vaše misli oziroma mnenja. Takole, Gašper, tudi tebi, podpredsednik Slovenskega filozofskega društva, lep dober večer in predajam ti besedo. Najlepša hvala. Torej, dobrodošli tudi v mojem imenu. Tokrat jaz nekako prevzemam to mesto kot tretji po vrsti, da nekoliko tudi predstavim našega današnjega gosta, da naredim en kratek uvod v današnji večer, pa da vas eventualno potem tudi povabim k tem, da se tudi interaktivno priključite samemu dogodku. Namreč izjemno me in nas vse na Slovenskem filozofskem društvu veseli, da se nam je danes pridružil dr. Primož Repar, ki je zagotovo ena najbolj zanimivih, po svoje celo enigmatičnih osebnosti v slovenskem intelektualnem prostoru v zadnjih 25 letih, dobrih 25 letih zdaj že, odkar založba Apokalipsa, ki nekako predstavlja nek osnovni diapazon našega delovanja Apokalipse, delovanja, preko katerega se predvsem izraža dr. Repar. In se mi zdi, da pravzaprav je ta diapazon ključen za razvoj slovenske kulture. In danes bomo slišali nekaj več o tem, še več bomo slišali o samem zadnjem delu Primoža Reparja, Dar osebe, Podspek, Kosar in Krek, ki je izjemno zanimivo delo, ki se ukvarja predvsem z ključnimi slovenskimi krščanskimi socialisti. In zdi se mi, da se nam obeta en izjemno zanimiv večer v tem smislu, ki bo poskušal pa tudi nekako na novo odgovoriti na to, kaj pravzaprav pomeni izraz Apokalipsa in sam pristop k razumevanju izraza. Kajti Apokalipsa ne pomeni katastrofe, pomeni odstiranje, kot pravi Primož, na nekem mestu. In upam, da nam bo to pojasnil. Jaz ne bi zdaj preveč okolišil s tem začetkom in bi raje prepustil današnjemu gostu, da pove nekaj več o tem. Ampak vsekakor pa je fino že na začetku, da izpostavimo, da pravzaprav ravno ta Apokalipsa pomeni neko drugačno zarezo v neko razumevanje
v neko razumevanje sveta, ki nas okroža, v neko razumevanje pojma, ki je verjetno kar najbližje našemu današnjemu gostu, in sicer pojma eksistencialne revolucije. Pojma tega, se pravi vprašanje tega, kaj pravzaprav je človek, kaj je eksistenca in kaj mora narediti, da se recimo vzpostavi kot zares živeči človek. Zdaj, preden mogoče prepustim besedo našemu gostu, bi rad mogoče opozoril še na to, da dr. Repar poleg izjemno prolifične neke izdajateljske dejavnosti in seveda tudi pisateljske dejavnosti, namreč Primož ni samo filozof, je tudi, kot je že omenil dr. Gošovnik, je tudi literat, je tudi pesnik, ne nazadnje. Kaj pravzaprav, da pravzaprav ta celotna produkcija se tudi izraža zelo vidno na mnogih sejmih, na mnogih festivalih, na mnogih dogodkih, ki jih prireja sama Apokalipsa. Tako da to bi bilo mogoče še ena točka, ki bi jo bilo vredno že izpostaviti, za katero upam, da se je bo Primož tudi dotaknil kasneje. Tako da to bi bil en tak zelo kratek uvod, zelo hiter uvod. Mislim, da bomo z veseljem dodali še kaj več kasneje. Vsekakor pa z največjim veseljem pozdravljam dr. Reparja v naši sredini in ga lepo prosim, da nam mogoče za začetek pove mogoče nekaj malega o svojem delu, o svojem pristopu, pa to že takoj tudi mogoče poveže z nekim bolj specifičnim primerom zadnjega dela Dar osebe, ki je precej vidno pravzaprav izšel lani. Gre za izjemno kompleksno, izjemno dolgo študijo, ki je tudi nekako neka posebnost, neka velika novost na slovenskem tržišču. Tako da bi kar prepustil dr. Reparju besedo. Primož. Lepa za prijazen uvod iz naše pisarne v Ljubljani. Sam sem namreč v karanteni na svojem stalnem naslovu v Dolenjskih Toplicah. To je v bistvu si lepo predstavil oba z Tomažem, bi rekel, neko mojo dejavnost oziroma tudi same, tudi bi rekel, inštitucij v narekovajih, ki so povezane s samim mojim delovanjem, kot prvo društva oziroma založbe Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Søren Kierkegaard Ljubljana, ki je v bistvu tudi sad nečesa, nek živi sad, neko utelešenje tega, čemur sem rekel eksistencialna revolucija, in nekako tudi zabeležil v tej knjižici, ki je išla po velikem simpoziju leta 2013 ob 200-letnici Kierkegaardovega rojstva. Mogoče bi za začetek vse nekaj besed dopolnil v zvezi z Apokalipso oziroma tukaj vstopil v dialog s tabo. Torej, Apokalipsa je nastala tudi z neko željo po preboju, po dialogu, tako kot ima tudi sama revija naslov, po preboju v živo kulturo. In nekako, glede na to, da sem glavni boter temu imenu, bi tukaj mogoče se navezal na neke predhodne slovenske revije. Torej, zakaj Apokalipsa? Iz večjih razlogov. Ampak nekdo, ki me spremlja, bi rekel, in nagovarja že od prvih let, ko v tistem odraščanju, ko mladi človek začne sam oblikovati svojo identiteto, je prav gotovo Edvard Kocbek, naj bo kot pesnik ali mislec. In moje prvo, bi rekel, pesniško dejanje, pa tudi intelektualno javno dejanje,
je bila pesniška zbirka Križ in kladivo, ki je šla 92, ampak v bistvu je bila napisana že v srednji šoli, pa tudi v tisti vojaščini še pred koncem Jugoslavije v dosti viharnem času, po vseh teh aferah vemo, za novo revijo Štafeto mladosti, Mladino in tako naprej. In ravno včeraj sem pogledal v bistvu ta moto, ki sem že malce pozabil na njega, ki je iz Kocbeka. Na ta moto sem sicer pomislil ob njegovi bolezni, po v bistvu tem boju, ki ga je Kocbek vse življenje dal skozi, bi rekel, kot oseba in kot posamičnik in kot svobodni duh, ki v sebi vse nosi nek pogum biti in kot bi rekel Tilih in pogum za dejanje in obenem predstavlja tudi neko oporečniško držo v družbi, ki je nujna, da pride do nečesa, čemur bi lahko rekli po Bubru dialog ali po Kierkegaardu Jaspersu ljubeči boj. In ta citat je: ko razum odpove in te nobena misel ne spremlja, ostanejo samo čustva. To je iz ene od Kocbekovih pesmi. In če tako pomislim, že v tej prvi knjigi prisotno vse tisto, kar me določa. Namreč v tej zbirki je v ciklu pesmi samega naslova zbirke Križ in kladivo prisotno tudi neko moje prvo kritično branje Kierkegaarda, pa tudi kritika, bi rekel, obstoječe družbene stvarnosti in tudi seveda mene kot kristjana nek kritičen odnos, neka distanca, neka razdalja do, bi rekel, verskih institucij. In pa ta pesniški cikel se zaključi z eno pesmijo, ki se reče Epilog ali jezdeci apokalipse. Tako da je tukaj tudi že navzoče to ime, ki se kasneje pojavi kot ime društva, revije, pa tudi ene od knjižnih zbirk naše založbe, sicer literarne zbirke. Kasneje o tem fenomenu apokalipse, ne imenu, ki smo ga dali reviji, ampak fenomenu apokalipse na nek fenomenološko-pesniški način razmišljam v svoji prvi eseistični knjigi Spisi o apokalipsi. In ta neka, bi rekel, praksa oziroma tisto, kar me je med drugim nagovorilo iz Kierkegaarda in kar je izziv tudi zame kot, bi rekel, nek poskus moje lastne integracije v svoji govorici, kjer nekako se ne čutim doma, po svoje ne čutim doma ne v filozofiji, ne v poeziji, ker gre tukaj za neko dinamiko, v kateri bi večkrat lahko rekel, da včasih v filozofiji delujem kot pesnik in v poeziji kot filozof. Skratka, pri meni se to prepleta. Tudi tu mi je konec koncev lahko Kocbek en velik vzor in sogovornik. In Kocbek je tudi zaslužen, bi rekel, za moje srečanje z samim Kierkegaard, ki me seveda je tako močno nagovoril že v srednji šoli, da sem se tudi odločil za to, da se intenzivneje posvetim filozofiji in tudi za sam študij, nadaljevanje in kasneje tudi
za učenje danščine, da sem začel prevajati Kierkegaarda in tudi nadaljevanje študija pač do najvišje stopnje ter končno tudi ustanovitve Kierkegaardovega inštituta v Ljubljani. Ja, torej, apokalipsa je neke vrste poskus, ki poskuša zapolniti ravno tisto zev, tisto vrzel v slovenskem prostoru, ki je mogoče pač nek problem, kako ustvarjati organski prostor dialoga, tudi v sami kulturi v najširšem smislu. In tu ne mislim samo na različne skupine ali žanre, kot sem že sam povedal, tudi meni ni lasten samo en vidik ustvarjanja, ampak širše. Pač to je bil kot ideja imena, ki ne pomeni, kot si sam ugotovil, katastrofičnost, ampak apokalipsa v tistem izvornem smislu grške besede apokalipto ali zadnje biblijske knjige Apokalipsa, razodetje. Torej kot odstiranje je ravno pač poskus dialoga tudi med različnimi kreativnimi možnostmi, različnimi, se pravi, ustvarjanjem komunikacije ne samo med besednimi žanri ali različnimi literarnimi možnostmi, filozofskimi, med mišljenjem in pesništvom, recimo, ampak še na drugih poljih. Zato, recimo, mislim, da je to tudi vidno v praksi. Pravzaprav že skoraj na samem začetku, zelo kmalu se je pojavil v reviji Strip, fotografija, likovne reprodukcije, zdaj sicer v zadnjem času ne. In pač še kaj. In seveda tudi neki marginalni žanri, v narekovajih marginalni, kot je haiku poezija. Ves čas ta apokalipsa poskuša biti prostor neke odprte kreacije in pa nekaj, kar bi pluraliziralo prostor in pluraliziralo tudi samo kulturo, da v tem nekem gibanju je prebojno. Seveda ta podnaslov revije to, bi rekel, še nekako bolj jasno osvetljuje pač preboj v živo kulturo. Ime v tej dimenziji odstiranja pač ponuja tudi možnost preboja ali soočenja z neko, bi rekel, bivanjsko krizo in opozarja tudi na bivanjsko krizo, kar se na nek način povezuje tudi, bi rekel, z mojim filozofskim razvojem in razvijanjem tistega ali pa tematiziranjem tiste sintagme, ki jo sproži sicer v 70-ih letih Václav Havel in to je eksistencialna revolucija.
Eksistencialna revolucija namreč pričuje o krizi, najprej o krizi eksistence, in ta kriza seveda je pač s to krizo ni nič narobe. Ta kriza je nekaj, kar je v razmerju z eksistenco samo in tudi seveda z odločanjem, konec koncev krizis v grščini pomeni odločanje, odločitev, neko bistveno odločitev, kar se navezuje tudi s tistim, kar sem že povedal, namreč pogum za dejanje, kar gotovo, s čimer pa gotovo lahko označimo tudi dejanja omenjenih treh začetnikov krščanskega socializma na Slovenskem, poleg Edvarda Kocbeka tudi Andreja Gosarja in Janeza Evangelista Kreka. Tako da sem jaz to knjigo Dar osebe pač poskušal navezati na nadaljevanje lastnega tudi vpraševanja o, bi rekel, tudi filozofski tematizaciji ali pa intelektualni, mišljenjski tematizaciji in osmislitvi vprašanja eksistencialne revolucije z nečim, v čemer je recimo Jean-Paul Sartre v svojem besedilu o Kierkegaardu ob 150. obletnici rojstva, ko je bil to velik kolokvij UNESCO, svetovni kolokvij v Parizu, torej v 60. letih, predaval o univerzalnem posamičniku. Posamičnik je kategorija, ki jo zastavi Kierkegaard, in je neke vrste manifest. V slovenščini je izšel v mojem prevodu leta 2012 kot dodatek v knjigi z vidika mojega pisateljstva, ki je nekako posthumna Kierkegaardova avtobiografija, namreč ni šla za časa njegovega življenja. In je zanimivo, da izide oziroma je napisana nekako v tistem prelomnem času 1848, ko Marx napiše svoj komunistični manifest kot emancipacijo množice, v istem trenutku napiše kot nek kontrapunkt, jaz to vidim, Kierkegaard drug manifest, ki je v bistvu emancipacija posameznika v tistem smislu, ne kot individuuma, ampak v tistem smislu, kot bi personalizem razmišljal o osebi kasneje, recimo s prvimi začetki v ruskem personalizmu konec 19. stoletja z enim Berdjajevim, recimo, in kasneje pač tudi v zahodni Evropi. Najprej v Nemčiji, Romano Guardi in tako naprej. Skratka, to so tudi viri zlasti za Kocbeka s francoskim personalizmom, kasneje tudi Monjeja, mislim, preko Monjeja tudi Gosarja, verjetno pa je recimo
Janez Evangelist Krek poznal Solovjeva. Namreč, zakaj gre pri daru osebe, če nekaj besed o tem. Jaz drugače o sebi govorim kot v dvojnem kontekstu, združujem osebo pač s posamičnikom, torej nekako poslušam personalizem združiti z eksistencializmom, kar včasih se velikokrat razlikuje, zlasti zaradi pač različnih eksistencializmov in tudi nekih pač religioznih razsežnosti, ki jih razmišljanje o osebi ima mogoče neke druge oblike, tako imenovanega ateističnega eksistencializma, pa pač so poudarki drugje. Ampak pač poskušam nekako preko tega branja združevati več stvari. Eno je tematizacija samega eksistencializma in personalizma, tako slovenskega kot tudi evropskega, svetovnega. In tudi tukaj pač poskušam nekako stvari povezati, nekako vključno do nekega že omenjenega Sartra in teksta, ki sem ga omenil, ki se mi zdi dosti pomemben, saj odpira nek problem ali pa neko možnost položaja čez zgodovinskosti, v katerem pač je posamičnik kot oseba ključen za spreminjanje sveta in srečanje z drugim oziroma v bivanju z drugim. Se pravi, brez neprimerljivega absolutuma kot daru osebe tudi ni mogoč preboj iz krize, globoko civilizacijske krize, ki seveda je vse globlja, zlasti po v recimo moderni z nastankom in razvojem industrijske družbe, kjer smo zdaj mogoče tudi na še neki večji prelomnici, a pa nekem novem zgodovinskem položaju, ki nima več primerjave, če bi govorili recimo še o neki novi entiteti živečega, recimo z umetno inteligenco in tako naprej, ampak da ne grem predaleč. Skratka, kako s posegom, z nekim dejanjem, kjer bi se se pravi, enkratno človeško bitje, vsak posameznik prišel do izraza, da lahko polno biva v tem svetu in tudi ostala živa bitja, seveda, konec koncev, planetarnost v vsej neki svoji organskosti in namreč ta kriza, ki se je tako poglobila, recimo vsaj v dobrih zadnjih stoletjih, vsaj od Prve svetovne vojne naprej, je pripeljala tudi do nekega kolapsa elite in neodgovornega ravnanja z človekom in z svetom, ki pač uničuje tudi bivanje v celoti in tako živo kot neživo naravo, pač to dobro vemo. In pač v tej knjigi Dar osebe poskušam pokazati na krhkost ravnovesja resnice v medosebnem odnosu. Namreč, ko govorimo o posamičniku kot osebi, pravzaprav
jaz tukaj podvajam, mogoče zaradi nekega nerazumevanja enega in drugega. Namreč posamičnik je oseba, Kierkegaard v pojmu tesnobe posamičnika definira kot nekoga, in pa tudi v nekih drugih knjigah, v nekih drugih situacijah, bivanjskih situacijah, kot nekoga, ki je nadrejen občemu, oziroma ki obče kot eksistencialno kot tako pravzaprav sploh ne obstaja, dokler nimamo posameznika, dokler nimamo eksistence, konkretne eksistence. In torej obenem posameznik in obenem rod. Se pravi, tisti, ki je integriran v skupnost in ki to skupnost šele vzpostavlja. Konec koncev tudi kot izjema. Ampak in v bistvu v tem se ne razlikuje pač ta pojem, ki je sicer zelo težko previdljiv iz današnje in je sprožil tudi ob prevodih cel kup nesporazumov. Namreč, da se je razumel kot izoliranega posameznika, celo Buber pač primerja v nekih analizah Kierkegaarda njegov koncept, se pravi posamičnika z edincem, se pravi z Maxom Schillerjem, z njegovim konceptom edinca in se pravi z ravno nečem, kar je nasprotno pojmu posamičnika, torej izoliranim posameznikom. Tako da jaz sem to branje teh treh oseb začetnikov krščanskega socializma na Slovenskem pač poskušal povezati tudi s filozofijo, ki jo sam razvijam, in pa seveda z nekim branjem čez svoje razumevanje, ki je pač močno povezano z mišljenjem, ki ga je razvijal Kierkegaard, in tudi nekim obratom, filozofskim obratom k eksistencialnemu, kajti šele tudi obče šele skozi eksistencialno lahko dobiva svojo realnost, se pravi samo skozi posamezno, skozi edinstveno, in se pravi posamično. Tu poskušam govoriti tudi o nekem dinamičnem razmerju do nečesa, kar sem prej poimenoval kot eksistencialna revolucija, ali če hočemo, tudi nova ekonomija odnosov. Zato ta knjiga nosi podnaslov Via Nova Pravda. O novi pravdi govorim zato, ker gre za nek nagovor iz prihodnosti, ker gre za pričevanje, ki je osebno, torej lahko govorimo tudi o osebni zgodovini, kar ustvarja neko bivanjsko presežnost, da šele lahko govorimo o aktivnem posamezniku, aktivni osebi, aktivnem konkretnem človeku, ki lahko torej skupaj z drugimi v dialogu spreminja svet, civilizacijo, v kateri živimo in ki je potrebna močnih korektur. Če pa govorimo eksistencialno, je pa pravzaprav to, tako kot to, da dihamo, pravzaprav potrebno ves čas, tako kot človek v osebni ustvarja svojo osebno zgodovino, v bivanju ne more pač, pravzaprav je ves čas vprašljiv, če noče zaspati v bivanju, če noče nekako popustiti v svoji pristnosti, v tem, da dejansko živi
ustvarjalno, Kocbek bi rekel stvariteljsko, in le tako lahko prispeva k nekemu kvalitetnemu razvoju tudi tega, čemer bi lahko rekli družba, ali jaz še raje na način, ki ga je recimo sprožil Andrej Gosar, ko ločuje družbo in družabno. Torej, raje bi to govoril v skladu s tem, kar razvijam sintagmo nova ekonomija odnosov o družabnem redu, ne o družbenem. Zdaj, kakšen je ta proces tega preboja na poti? To verjeten je zdaj bi bilo malo prezapleteno govoriti, ampak vsekakor gre za to, da pride do izraza neki živi glas posamičnika, tudi v smislu tistega, ker sem govoril o oporečništvu, torej o osebi ali posamezniku kot po definiciji nekomu, ki mora imeti svoj glas in biti kritičen, kot je nekje, mislim, da v spremni besedi še k enemu takemu srednjeevropskemu posamičniku in vidnemu sodobnemu filozofu Janu Patočki napisal Paul Ricoeur, je pa tudi na drugih mestih, se pravi tudi z neko konfliktnostjo in protislovnostjo, o tem že govori sam eksistencializem, ni nič narobe, ne. Ampak se pravi, če nočemo otopeti kot posamezniki in kot skupnost in tudi podleč takšnim in drugačnim manipulacijam oblastnikov ali pa pač neke volje do moči, bi morali vzpostaviti neko solidarnost pretresenih v skladu z to situacijo, v kateri življenjsko vselej smo enkrat bolj, drugič manj, ki bi lahko rekli, da je razodetvena, da ne rečem apokaliptična, ker ima to žal pridobiva nek katastrofičen prizvok. Torej gre ravno za, če se vrnem v Kierkegaardu, lahko bi tudi seveda z Nietzschejem to rekli, da neka kritika družbene strukture modernosti je obenem tudi kritika neke entropičnosti te sodobne civilizacije, v katero drvimo in iz katere se lahko nekako spravimo samo z osebnim dejanjem, osebno odgovornostjo in povezovanjem med sabo. Pač množica tudi ne more rešiti stvari, kolektiv sam po sebi ne more rešiti način, ampak v torej tej umestnosti, ki lahko tvori tisto, čemer bi personalizem rekel, organična skupnost ljudi, občestvena družba ali družabni red. In v zvezi s tem poskušam nadaljevati tudi nekaj, kjer je Kierkegaardov poseg, tudi filozofski, se mi zdi ključen, in to, da je človek kot celostno bitje in kot sinteza
telesnosti in duševnosti v bistvu rabi pravzaprav to bivanje rabi tretji element in to je duh. In problem pač sodobne družbe ali pa samega razvoja modernosti je pa recimo ravno izguba duha. To pa sproža politiko sovraštva, ker nimamo časa, da bi se ukvarjali sami sabo, ker smo prezaposleni, da bi se sploh ukvarjali s seboj in z drugim, pa prihaja potem do potlačitev, do demonizma in tako naprej. Gre pa za to, da izberemo svobodo. Danes se veliko govori o svobodi izbire in to sem tudi zapisal v tej knjigi. Imamo svobodo izbire, nimamo pa izbiro svobode. Se pravi, živimo globoko v nekem tudi potrošniškem totalitarizmu. In zato govorim tudi o nekaj možnosti politike ljubezni, kjer spet trčimo na osebno, torej izbirati moramo osebno, kajti le osebno je to globoko zavezujoče, kjer samo delujoči človek lahko edino le on sproži gibanje skupnosti za sočloveka. Zato še enkrat moram poudariti, da vsaj zame je tukaj posamičnik ključna kategorija v nasprotju z množico, maso. In ravno to aktivno državljanstvo, recimo Kozbek je to med drugo svetovno vojno, ko je pač verjel v neko duhovno revolucijo, govoril o aktivnem slovenstvu, recimo, kar je bila tudi ena temeljnih točk Osvobodilne fronte, recimo, glede na to, da je včeraj bil dan upora. In šele to nam potem omogoča, da lahko živimo dejansko odprto, radostno bivanje v neki stvariteljski svobodi in da tu lahko spregovorimo še o enem daru, to je dar zemlje, in v neki izmenjavi sadov, del ljubezni bi lahko rekel, to pa seveda brez samovzgoje in razvoja lastnih možnosti ni mogoče. Recimo Kierkegaard, tu ga nalašč izpostavljam, da se vrnem nazaj k eksistencialni revoluciji, govori o nekje pravi, ker pač veliko predsodkov je povezanih s tem, da Kierkegaard pa njega je zanimala samo notranjost, intima, zavračal je neko družbeno dimenzijo življenja ali pa družabno, da rečem. Ampak recimo njegova izjemna politična izjava zame je bila, s katero sem zaključil svoje predavanje, recimo o možnostih politike ljubezni na Svetovnem kongresu na Kitajskem leta 2018, je bila, da, ko Kierkegaard pravi pač, da vsi mislijo, da nas bo nov družbeni red ali revolucija ali pač neka sprememba, prevrat rešil, da je potrebno to v političnem smislu, ampak pravi, obenem se pa svet ne zaveda, zmeden od preštevilnega znanja v smislu nekega površnega informativnega znanja ali, če hočemo,
ta problem, ki ga je on globoko slutil takrat, kar je neverjetno, problem recimo javnih občil, bombardiranje informacij in manipuliranje na ta način z posameznikom. Pravi, se pa ta svet ne zaveda, da v resnici za to potrebujemo novega Sokrata. In v tem smislu, da se vrnem nazaj tudi k temu, čemur sem rekel, neki položaj čez zgodovinskosti, kjer Sartre govori o univerzalnem posamičniku. V bistvu mi potrebujemo posameznike, kot je bil recimo Edvard Kocbek, ki je bil ves čas tudi neki motilec nekih družbenih mehanizmov, ki nam jemljejo svobodo do tiste mere, seveda, da postanemo nek delček nekega mehanizma, ki deluje ne v korist nekega, bi rekel, življenja vrednega človekovega dostojanstva, ampak nasprotno. Obenem to govori o potrebi po preraščanju v sebi, v duhovni rasti in o nekem pretoku v dialogu z drugim kot absolutno drugačnim, o pluralizmu, pluralistični družbi. In kot vemo, tudi voda, ki ne teče, se usmrdi. Ne vem, sem najbrž že dolg, ne? Zdaj mogoče pač ta subjektivni mislec, o katerem govori Kierkegaard, je pravzaprav tudi, bi rekel, nek element celovitosti tistega, čemur bi lahko rekli ljudstvo, oziroma ljudstvo kot skupnost. Ja, in da mogoče omenim tu samo še Dostojevskega, zadnji čas me zlasti vznemirja še ena reč, o kateri sicer tudi govorim v Daru o sebi in jo navezujem na tako eksistencialni obrat kot novo ekonomijo odnosov. Je to znova en težek danski izraz, ki je zelo težko prevedljiv. Saliher, ki označuje nekaj, kar naj bi bilo ta radostni življenjski presežek, ali, če hočemo, neka suverenost človeka kot posamičnika, obenem skupnost. In enoznačno nisem našel v drugih jezikih ekvivalenta, lahko bi ga primerjali z izrazom jurodivost ali pa jurodivi v nekaterih slovanskih jezikih, zlasti v ruščini, in seveda v jezikih, ki so povezane s pravoslavjem, in recimo to so te sveti ruski norci, ali če hočemo spet neki posamičniki, seveda to religiozna kategorija, ampak ki mogoče ni čisto brez povezave o tem, o čemer govorimo. Nekaj s tem v zvezi je pa pisal tudi v svoji monografiji o Kierkegaardu hrvaški filozof Žarko Pajić, in s tem v zvezi bi lahko pač izrekel še sintagmo nora ljubezen, ki je pač povezana s tem,
kako pač sploh človeka ohraniti, se pravi človeka v njegovem osebnem dostojanstvu nasproti tehnosferi, absolutni prevladi tehnosfere. Tako da, ko govorimo o gibanju kot nekemu simbolu upora proti obstoječi, bi rekel, neavtentičnosti družabnega prostora ali pa našega prostora ali pa celo prostočasja, potem znova lahko govorimo o posamičniku, posamičnosti in neki kretnji oporečništva, ki je potrebna tudi za občestveno mobilizacijo, da bi ta svet zadihal organsko in s tem tudi pluralistično v nasprotju z mehanskim in neko osamosamitvijo človeka ter zgolj aktivacijo neavtentičnega človeka, ki bi mu lahko rekli tudi homo faber ali homo escapist ali še kaj hujšega. Toliko. Najlepša hvala, Primož. Tako. No, jaz bi se zelo rad zahvalil Primožu za ta res zanimiv, mislim, da ta začetni nagovor, oziroma ta nagovor nam je vzel kar precej časa, pa mislim, da je bil dovolj zanimiv in upam, da ste odnesli nekaj od njega. Jaz sem ta čas si sicer vzel v roko in tudi si jo malo pokazal že, to njegovo delo, v katerem je bilo danes kar veliko govora, in sicer to je ta knjiga. Izjemno obsežno delo Dar osebe, Gozbek, Gosar, Krek, Via Nova Pravda. Mogoče Primož v nadaljevanju, če pa povedal še, mogoče se obeta tudi kakšno nadaljevanje, kar nekaj smo slišali o tem delu, slišali smo tudi o pomenu. Jaz sem mogoče ta čas sem ga še enkrat malo prelistal in na nek način se mi zdi, da Dar osebe pravzaprav združuje vaša zanimanja, na nek način je tudi kulminacija vaših filozofskih delovanj, naporov, naprimer izrazi kot so dar, oseba, osebnost, dejanje, pa seveda tudi posamičnik in eksistencialna revolucija, eksistencialna nekakva zavest. Se mi zdi, da se nekako združijo v tem. Mogoče ti avtorji, pravzaprav Krek, Gosar, Gozbek, so pravzaprav na nek način so vam bili vedno nekako blizu. Mogoče je to tudi knjiga, ki ste jo dolgo tudi na nek način pripravljali. Ja, to je res, ker nekaj stvari sem že malo pozabil. Dobro, za Gozbeka sem povedal, da me spremlja praktično že in kot pesnik in tudi vse, pač tudi z vsem drugim pisanjem praktično od osnovne šole že naprej. Sem pa enkrat, ko sem pospravljal, ugotovil, kar sem že pozabil, da sem v srednji šoli pisal tudi neke spise, eseje o Kreku. Gosarjevo ključno delo za nov družabni red, zlasti ta drugi del na 1000 straneh, ki v bistvu prinese tudi neko vizijo samoupravljanja, ki jo je kasneje po drugi svetovni vojni Edvard Kardel očitno vzel od njega, pa pač prilagodil nekemu enoumju. Namreč pri Gosarju gre ravno tudi za to občestvenost in za to organičnost družabnega prostora in ureditve, o kateri sem poskušal nekaj povedati. Sem pa dobil, mislim, da za 18. rojstni dan od enega šolca v gimnaziji je to knjigo našel v antikvariatu, tako da me od takrat pravzaprav ta knjiga spremlja.
ja, skozi, zdaj že kar dolgo, skozi življenje. Letos bo do konca leta prišel tudi nadaljevanje Daru osebe, kjer ne bo več tako specifično se to nadaljevanje ukvarjalo z branjem Kozbeka, Gosarja, Kreka, ampak deloma mogoče tudi še morda v nekih stvareh, predvsem Kozbeka, ampak bom poskušal nekako tudi mogoče še poglobiti neke stvari, ki sem jih načel v prvem delu in pa tudi to neko opredelitev personalizma naprej, pa tudi mogoče neko tu bom poskušal podati tudi neko svojo mogoče osebno vizijo, kjer, da tako rečem, malce slikovito se ne bom več skrival za enega, drugega ali tretjega avtorja. Zaradi berljivosti same knjige, pač recimo se tudi nisem spuščal v tem prvem delu v neke bolj podrobne analize, naprimer nekaterih personalističnih konceptov, naprimer pri Munjeju, ali povezovanja med personalizmom in eksistencializmom v tisti dimenziji, ki ni toliko znana, ali pa tudi v dialog seveda še z drugimi slovenskimi personalisti, konec koncev, naprimer mi je izjemno blizu tudi, ne vem, Marjan Rožanc, pa še marsikdo v slovenskem prostoru. S profesorjem Moletom sva bila skupaj tudi davnega leta 1991, ko sem bil še rosni študent, na simpoziju, ki ga je organizirala takrat Revija 2000 in Društvo 2000 v Nazarih, ker je bil en lep personalistični kongres in kasneje tudi išla knjiga, pač personalizem, vključno s personalizmom na slovenskem, tako da Revija 2000, bi rekel, je tudi ena od revij, ki bi lahko bila neka predhodnica reviji in pa temu gibanju okrog društva Apokalipsa. Se lahko kar navežem? Prosim, ja. Hvala lepa za ta tvoj spomin, se seveda tudi sam spomnim tega srečanja. Ampak dal si mi zdaj nekako iztočnico. Namreč, kakšna je po tvojem razmišljanju povezava med konceptom osebe, ki je nosilna ideja personalizma, in posamičnika oziroma eksistencialnega posamičnika, točno v eksistencializmu oziroma Kierkegaardovi misli. To sta za tebe nekako skoraj sinonima, persona in posamičnik, ali je to ločiš, ali kako to povezuješ, kakšen odnos imaš? Persona je še naslednji problem, pač jaz v knjigi ne pišem o personi, ločujem osebo in persono in napišem na ta afirmativni način, levinasovski, postlevinasovski, kot recimo Richard Kearney, ravno v prvi številki letošnje Apokalipse smo ga objavili v prevodu Luke Trbežnika. Problem predvsem s personalizmom
je pač, da ni enoten ta pojmovni svet. Ta pojmovanja osebe, osebnosti, eksistence posameznika je dosti različen. Ampak skoraj bi lahko rekel, da je vendarle to dokaj ni povsem, po mojem mnenju, je tu vendarle neka razloka. Še skoraj bi govoril o razdalji kot razliki. Jaz tudi bi rekel, inspiriran od navdihne nekako z Marionom. Govorim tu raje o razdalji, ontološki razdalji kot razliki. Ampak vsekakor to neko drobno vrzel med posamičnikom in osebo bo še treba bolj tematizirati. Če bi pa šel k izvorom personalizma, recimo pri Berdjajevu, pa njegova razlaga osebe je pravzaprav identična temu, čemur Kierkegaard reče posamičnik. Čeprav se nihče tega ne zaveda, zato ker problem je v tem, ker se ta den enkelte ves čas narobe prevaja. Kot individuum, in se to ne ločuje, ali pač posameznik in tako naprej. To je zelo posebna kategorija, je zelo posebna beseda, ali pa se ga razume kot edinec v torej štirnarjevem smislu, se pravi kot nekega egoističnega, ali pa ne kot, seveda kot osebo z razvitim tem, bi rekel, tem drugim globinskim jazom, če hočemo, ali pa s tem pač, če bi šli zdaj v podrobnost tudi teh pač Kierkegaardovih spisov, tam je to zelo kompleksno, pa tudi tega manifesta posamičnika, ki bo pravzaprav tudi političen tekst na nek način, bi to uvideli. Ampak ker pač te besede den enkelte niso razumeli, oziroma se je tudi v prevodih to enačili med sabo. Pač Kierkegaard recimo je 3 besede v današnjini uporabljal, oziroma ena je klasična, latinizirana, pač individuum. 3 različne besede za posameznika, ki so opredeljevale posameznika, ne. Ena je pa ta pač stara arhaična beseda, den enkelte. Kadar je mislil posameznika, pač v smislu tudi gole individualnosti, pač je uporabil dansko besedo za posameznika ali pa latinizirano. Pač jaz sem to v prevodih, v svojih prevodih striktno ločujem. Včasih mogoče tudi pri njemu ni to povsem jasno, zakaj enkrat tako, zakaj drugič drugače, ampak vsekakor tako kot je v ključnem posamičnik vendarle opredeljen pri Kierkegaardu, kot sem že omenil, konec koncev že v samem pojmu tesnobe, med drugim v bistvu se prekriva s tistim, čemur bi Berdjajev rekel oseba. Ravno, na primer, konec koncev v knjigi, kjer jaz opredeljuje v razliki do objektivacije, in seveda tukaj gremo lahko naprej do vprašanja subjektivnosti resnice oziroma te sintagme resnica je subjektivnost in tako naprej. Jaz zaenkrat tu raje uporabljam pač posamičnik kot oseba, tako da ohranim vendarle tudi neko minimalno distinkcijo.
Hvala, Primož, da te tukaj le majčkam prekinem. No. Jaz mislim, da smo zdaj kar dolgo imeli tole pravzaprav že neko predavanje o celotnem in da smo kar precej tudi povedali o tem. Jaz bi še enkrat res rad zahvalil za to predavanje in tudi profesorju Andreju Oletu, ki je nekako pravzaprav postavil vprašanje, ki je zelo dobro, mislim, da razvilo že neko izhodiščne postavke, ki ste jih postavljali. Zdaj bi pa mogoče vseeno pred nadaljevanjem, ker smo se pa že vendarle kar nekoliko zamudili, namreč celoten večer, celoten dogodek traja že več kot 1 uro zdaj, bi dopustil, da mogoče še kdo drug postavi vprašanje, pa se mogoče še orientiramo na to smer. V to smer sicer bi pa mogoče tudi še obrnili mogoče spet na ta vprašanje krize, v katerem, kakor vem, ste tudi pisali v zadnjem uvodniku Apokalipse. Tako da, zdaj bi pa vseeno dopustil ostalim, če so kakšna vprašanja, če mogoče so kakšna vprašanja na Facebooku, tako da to bi kar povabil, kar pogumno, če se bo kdo javil. Jaz bom imel eno vprašanje, ampak samo res rezervno potem, če se ne bo nihče drug javil. No? Sicer bi pa prepustil besedo, bi prosil, da se ostali vključite. No, jaz mislim, da materijala gotovo tukaj je ogromno zanimivega materijala, ogromno pravzaprav tem, ki se nas še kako tičejo, za katere se mi zdi, da so precej ključne v današnjem svetu, da se jih mogoče tudi premalo zavedamo. Smiselno pa je mogoče tudi nekaj, kar mogoče profesor Repar ni posebej izpostavil v tem govoru, ampak nenazadnje je tudi, se mi zdi, bilo v nekem osnovnem načrtu tega večera, namreč tudi samo delovanje založbe Apokalipsa. Jaz sem tukaj majčkeno obrnil tole mojo kamero. In tukaj le vzadej, vidite, imamo nekako postre, plakate od prejšnjih srečanj simpozija Miklavža Ocepka. In to je vsakoletni simpozij, ki ga v prvi vrsti prireja profesor oziroma doktor Primož Repar in ki privabi mnoge zanimive svetovne avtorje. In mislim, da je tudi, da bi bilo vredno dopustiti profesorju oziroma doktorju Reparju tudi besedo glede tega. Tako da tudi glede tega ste povabljeni k vprašanju, verjetno bo ne glede na krizo tudi letos potekal pač ta festival, tako da ja, to je mogoče še ena perspektiva vprašanj, kjer vas bi rad povabil. Sicer pa ja, kar pogumno. Ja, kaj lahko, dokler se kaj pojavi? Lahko kar nadaljujete. Ja, torej, pač to, o čemer govoriš, so dejavnosti enega projekta, ki smo ga osnovali pri Apokalipsi oziroma tudi konec koncev jaz z Stanislavo Repar, bivšo soprogo, leta 2002, ki se reče Revija v reviji in je tudi del te zgodbe, torej odpiranja in nekega poguma, poskusa preboja v živo kulturo na evropski in svetovni ravni. To je namreč Revija v reviji je nastala kot projekt povezovanja od spodaj navzgor oziroma konkretno med različnimi prostori v Evropi okrog literarnih oziroma literarno-humanističnih revij. In temu je sledil tudi vsako leto zelo poseben festival Revija v reviji, ki se od ostalih slovenskih festivalov literarnih razlikuje po tem, da je ob bogatem literarnem ali pa potem kasneje tudi filozofskem programu bilo to tudi srečanje urednikov, avtorjev tega projekta, tudi s manjšim knjižnim sejmom. In pa tu je bila ideja, oziroma je ideja povezovanja teh prostorov prek tudi, torej neposredno prek brez posredovanja velikih jezikov. Torej ideja je, da ena od idej, da vsaka ta revija, ki je v tem projektu, ponudi prostor
bodi si celo številko ali del številke drugi reviji in samo posreduje pri tem, ne vpliva na vsebino, prevede besedila in jih objavi, torej ponudi svoj prostor v svojem jeziku, se pravi v prevodu, določeni drugi reviji. Iz tega je po smrti Miklavža Ocepka, ki je pač bil neke vrste, bi lahko rekel, filozofska duša našega društva, nastal njemu v spomin leta 2007 simpozij Miklavža Ocepka vsako drugo leto, kot del projekta Revija v reviji in na začetku kot srečevanje srednjeevropskega medsebojnega srečevanja srednjeevropskega duhovnega prostora. In tudi na teh simpozijih smo se držali tega, kar je bilo zelo naporno, se pravi, da smo komunicirali v naših slovanskih srednjeevropskih jezikih. Zato smo se tudi omejili na slovanske jezike, ker to še v drugih jezikih iz Srednje Evrope, ne vem, madžarščini, nemščini in tako naprej, ne bi bilo mogoče. 2013 pač se je zgodba razširila v še bolj izrazito eksistencialistično zgodbo, pač, ker je bil simpozij posvečen 200. obletnici Sørena Kierkegaarda. Po simpoziju je bil ustanovljen tudi inštitut, ki je avtonomen, ampak je pač povezan z založbo Apokalipsa in ga pač tudi sam vodim. In od takrat pa, tako kot je Gašper povedal, so konference mednarodne oziroma neke vrste filozofska šola, delavnice, različni dogodki vsako leto. Vsako drugo leto to nosi ime simpozija Miklavža Ocepka. Tisto leto, torej parno leto, ko pa simpozija ni, so pa to dogodki konferenc, povezanih z imenom Kierkegaarda, ampak tematika je širša in vsak simpozij je tudi posvečen nekaterim filozofom, ki imajo določene obletnice smrti ali rojstva, da se jim bolj posvetimo, in pa seveda vselej neki konkretni temi, ravno v duhu tudi tega, o čemer govorim. Tako je prvi simpozij že 2013, pač Kierkegaardov simpozij, nagovoril temo eksistencialnega obrata. Prvi simpozij sploh 2007 pa je bil na temo globalizacije in solidarnosti in nekega kritičnega odnosa do neoliberalne družbe, v kateri živimo, kar je bilo zelo zanimivo ob srečanju s češkimi in slovaškimi filozofi, kjer smo presenetljivo ugotovili, da mi, ki smo iz prostora bivše Jugoslavije, povsem drugače gledamo na neke stvari in kar se je pa seveda tudi v tem prostoru potem po neki krizi 2008 in finančnih zlomih marsikaj spremenilo, namreč ta vpliv zaradi pač železne zavese pa tega, se pravi, ruskega tlačenja teh družb je privedel do nekega mogoče večjega optimizma pa manjše kritičnosti še v tistem času. Namreč s temi simpoziji smo začeli tudi
nek drug prostor dialoga, tako da tudi recimo prvi simpozij je potekal tako, da smo o temi se pogovarjali več dni na Slovenskem Krasu, zaključili smo to potem v Ljubljanski Celici z omizjem in prispevki so se recimo pisali šele naknadno. Pravi, ena zelo naporna komunikacija, ki pa v bistvu je tudi potem nas v tej interakciji in tem medosebnem dialogu pravzaprav sprožila mogoče še neke bolj poglobljene analize. Recimo v tem primarnem delu projekta Revija v reviji, naprimer, je v vseh teh letih že več kot 20 revij iz 13 držav, evropskih držav. Vsako leto je temu sledil tudi pač festival Revija v reviji, poleg teh simpozijev, kot sem že rekel, in tudi nekatere partnerske revije, recimo, so svoje festivale tega projekta sprožili v svojih deželah. Ustvarjale so se tudi svojvrstne delavnice in šole prevajanja med evropskimi jeziki v sodelovanju z lektorati, z univerzami. Tako da to je en zelo ploden projekt, ki žal pač v Sloveniji ni bil dovolj podprt in sprejet in žal se ne more tako razvijati, kot bi se lahko. In tukaj to spremlja mogoče še nekaj, kar je bila tudi Kocbekova vizija, se pravi povezovanja velikih in malih narodov, prostorov in kultur v Evropi, v pač neki pluralistični izmenjavi in tudi v tem dialogu, se pravi, boljšem medsebojnem spoznavanju. To je tudi prostor, ki omogoča konec koncev tudi to, bi rekel, aktivno dialoško držo in pa mogoče tudi neko možnost za glas v javnosti, ki mogoče še ni dovolj izkoriščen. Pač zamislimo si, da napišemo nek skupni evropski manifest intelektualci in recimo ga lahko objavimo v vseh teh revijah, ki so vse tako ali drugače vidne v svojih prostorih, čeprav pač vemo, so literarno-humanistične revije še bolj na družbenem robu, kot je to veljalo desetletja nazaj. Hvala, Primož. Jaz tukaj imam, mislim, da tudi izjemno priložnost, da samo majčkeno tudi pokukamo malo leteče, da majčkeno drugače tudi še proti koncu, ko se že bližamo, tudi pripravimo. Vidimo pravzaprav založba Apokalipsa, delo Apokalipse zagotovo obsega mnoge različne žanre in nenazadnje revijo Apokalipsa, filozofsko zbirko, pesniško zbirko. In meni se vseeno zdi, ker zdaj se le zaključujemo in jaz bom pa prepustil zadnjo torej besedo vendarle tudi gledalcem ali pa mogoče tisto zadnje besede pred resničnim zaključkom. In ob tem bi le upozoril, da Apokalipsa kot založba, kot neka inštitucija na celostni ravni, na celostni kulturni ravni, pravzaprav ni omejena samo s filozofijo, ampak tako kot pravzaprav je takšna kot Primož Repar. Na en način pravzaprav je pesniška, na drugi strani vendarle je filozofska revija in ravno ta literarno-pesniška drža pravzaprav jo naredi kot nekaj resnično posebnega. In mislim, da smo se danes tudi nekako prepričali, da tudi dr. Repar pravzaprav se sam zaveda in da pravzaprav je nenazadnje tudi eden redkih predstavnikov, ki nekako združujejo te dve panogi. In se mi zdi, da danes pravzaprav v tem času, ko nam nekako primanjkuje nekega zaupanja, mogoče celo včasih v kulturo, pa nenazadnje tudi v filozofijo,
nažalost pa celo tudi v znanost v teh trenutkih, kar se vse prepogosteje dogaja, no, sploh zdaj v času krize s korono. No. Danes se nismo specifično sicer dotaknili tega, ampak mislim, da je bilo vsaj nekaj namigov na to, da pravzaprav v tem trenutku vseeno mogoče malo vere v tovrstne projekte je le vredno. In jaz srčno upam, da je današnje predavanje dr. Reparja pravzaprav tudi pomagalo vam pri tem. Zdaj pa bi vsem prepustil, no, da zastavite vprašanja, ki jih imate, in koliko časa še imamo, bomo izkoristili za to, sicer pa bomo počasi prišli k zaključku. Ja, halo. Ja, pozdravljen. Živijo. Ja, no, jaz ne bi zdaj na dolgo razlagal, ker si ti že veliko povedal in tako dalje. Edino to bi rekel res, da ta niz teh simpozijev, pač Kierkegaardovo leto, Matevž Cepek in tako naprej, da se strinjam, to je nekaj edinstvenega in da je na nek način ni odkrilo samo Kierkegaarda, ampak je pravzaprav dalo glas nekemu določenemu prostoru, skratka, in tudi seveda zdaj vprašanje, kako bo to šlo naprej, ampak trenutno smo res v neki neverjetni senci tega neoliberalizma, ki kratko malo duši v vse mogoče glasove, da tako rečem. In eden od aspektov tega je tudi to, kako se danes sploh lahko artikulira znanost, pri čemer bom rekel, da je pomemben tukaj tudi aspekt vednosti v tem globalnem, tako imenovanem prostoru. Vsi vemo, da so vse te dežele, iz katerih precej je iz teh dežel, ki so se udeležile teh simpozijev, kot Poljska, Slovaška in tako naprej, so vse te dežele uvedle strikten neoliberalen sistem tega komunikacije v znanosti. Se pravi, prvič moraš pisati v angleščini, dobro, okej, ampak potem so postavile zahtevo, da moraš pač seveda tudi v revijah z ne vem kakšnimi faktorji in podobnim, in vse to se meri z neko metriko in tako dalje, kar je seveda, mislim, in seveda vse skupaj to povezan s tem tako imenovanim prostim trgom in z nekim pojmom konkurence in tako dalje. In mislim, da je ravno spričo tega, da tega, kar pravzaprav duši, bi rekel res ta pravi dialog na območju vednosti, je potrebno na temu vztrajati. Drugače pa sam še toliko v zvezi z Kierkegaardom, jaz mislim, da je pač Kierkegaard je nek unikum v zgodovini filozofije in ravno zato, ker je tak unikum, se pravzaprav zmeraj znova tematizira. In to se na teh naših simpozijih se to vidi, da je pravzaprav, kako bi rekel, ker pri Kierkegaardu ne gre za doktrino, ki jo je treba ponavljati, ampak skratka zmeraj znova moramo mi najti nek, kako bi rekel, odzven Kierkegaarda v čemerkoli se že ukvarjamo, bodi si z, če tudi, rečemo z marksistično-kritično filozofijo ali z pesništvom ali z čim drugim. No in tukaj res vidim, da si ti, kot Primož, da si neverjeten prispevek v slovenski kulturi že ustvaril, pa tudi, če se ga zdajle trenutno ga nočejo videti in ga potlačujejo in tako dalje, ampak vsem tem, vso to produkcijo bo ostal tukaj. Skratka, tudi to ne bo večno trajalo, ta neoliberalizem. No, to sem. Ja, hvala lepa. Ja, tu me tudi veseli, da
pač kljub temu, da pač delovanje precej, kako bi rekel, v partizanskih pogojih, da smo konec koncev ta živ filozofski utrip povezali z celim svetom, tako rekoč, in da ta naša premišljevanja oziroma vse to, kar se na teh simpozijih zgodi, vendarle vsaj v veliki meri se da brati potem tudi v angleščini in da smo tudi to zasnovali, kjer si ti urednik z Jasnokoteska tudi to zbirke Out v angleščini, ki je posvečena v širšem smislu, seveda, v tem, o katerem si ti govoril, kjer monografijam eksistencialističnim, tako pač vsaj posredno vezanim s Kierkegaardom in tako rekoč že zelo, zelo prepoznatljivi zbirki v svetu, no, v nekaj letih. In kljub težavam z distribucijo in tako naprej, ki je povezana tudi s to neoliberalno situacijo, o kateri govoriš, vendarle prihaja do ljudi in vstopa tudi v akademski svet, pač posebej do tistih, ki se tako ali drugače ukvarjajo s to vrstno filozofijo. Seveda, Kierkegaard nas je vselej spodbuda za nek premislek situacije, v kateri smo, in tudi za nek kreativni odziv na to. Konec koncev ne samo v filozofiji. Ravno danes sem govoril po Skypu z urednico poljske revije Tekstualija, ki je dolga leta v tem projektu Revija v reviji, sicer poučuje literaturo na univerzi in v Varšavi in ravno razmišlja o nekem pač simpoziju, ki bi ga navezala na Kierkegaarda, vezanega prav na to povezavo, recimo, z literaturo. Tako da, ja, dober del te zgodbe je, da se pač stvari res prepletejo, povežejo, ne glede na vse eksistenčne težave. Pač očitno to pričuje, da je duh pravi, no. Hvala, Primož. No, jaz bi zdaj prepustil vprašanje še komu drugemu, če mogoče ga še ima, sicer bi pa prej, kot smo slišali, se je že javil za vprašanje naš predsednik, dr. Tomaž Grušovnik, tako da zdaj bi sicer povabil pred tem še koga drugega. Če lahko? Tamle vidim, ja, gospod Černe, prosim. Hvala. Pozdravljen, Primož. Hvala za predavanje tvoje, pa še enkrat čestitke ob knjigi. Bi se pa malo navezal na trenutno situacijo, ki je situacija ene velike krize, v katero je vpet bolj ali manj trenutno celoten svet. Pa me zanima tvoje mnenje pri dveh sledečih vprašanjih oziroma pomislekih. Se ti zdi, da je morda filozofija v tem izhodišču, ko smo se pričeli spopadati s to krizo, tudi v osnovi krizo, ki jo doživlja posameznik, da je filozofija začela zastavljati napačna ali pa na nek način vprašanja, ki so nas pripeljala nevarno temu, da smo prišli v nek diskurs, ki je oropan človeka, posameznika, in da smo prišli na eno nevarno situacijo oziroma do neke nevarne točke, kjer bi se lahko zgodilo, da sta se začela izgubljati humanizem, etičnost v tem kolesju administrativnih ukrepov, ki smo jim pač podvrženi na takšen ali drugačen način vsi. Se pravi, posameznik, ki je vpet v to krizo, in ali je tu nevarnost, da izgubljamo nek humanizem in pa etiko. Hvala.
Ja, gotovo. No, sej, da prehranim čas, v bistvu si sam lepo povedal pač o tem problemu. Je pa res, da ne vem, jaz po svoje sem vendarle optimist. Mislim, da neke stvari se bodo spremenile in da, ne vem, saj v nekem stiku ali z ljudmi, ki sem govoril, zdaj ne govorim samo o filozofiji, ampak pač o človeku kot posamezniku, o konkretnih ljudeh in to na različnih področjih. Pač v trenutku, ko so se ustavili, so rekli, pa saj to tako več ne gre. Ne. Mislim, to, kar sem omenil, mislim, ta neka prezaposlenost, da bi se ukvarjali s sabo, z drugimi. In seveda pa mislim, da tudi ena naloga od filozofije bi bila ravno v smislu te eksistencialne komunikacije, kako vzpostaviti neko zaupanje pa neko atmosfero, recimo za spremembe, potem, ko se recimo ta prva kriza ali pa pač to zdaj najbolj vidno, ko neki ukrepi, ne vem, prenehajo, se omilijo, da pač, da se nekako bolj aktivira tudi filozofija sama. Primož, hvala. In hvala seveda tudi Igorju Černetu. Zdaj bi pa vseeno povabil še druge, ker malo smo zdaj že vendarle v stiski s časom, tako da bi res tisti, ki bi se radi še javili, ki imate še vprašanje, dajte to narediti zdaj, sicer bom pa dal besedo Tomažu Grošovniku. Tako da to bi vas še povabil. Sicer bi pa, dobro, če bo še kakšno vprašanje, dajmo potem res ga razumeti kot poslednjega. Zdaj bi pa prepustil besedo Tomažu, ki sem ga napovedal že prej. Tomaž? Ja, hvala, Gašper. Kot rečeno, no, jaz bi prepustil besedo drugim, da se še kdo javi. Če pa ne bo več nobenega vprašanja, bomo pa naredili potem mogoče en tak sklep. Tako, Gašper, bi še ti kaj dodal, mogoče o načrtih za prihodnost filozofije v karanteni? Ja, jaz sem sicer še mislil počakati, da bi mogoče naredili, da bi še doktor Repar naredil nek zaključek preden to povem, da dopustimo njemu še mogoče te sklepne besede, preden se ozremo proti nadaljnjim dogodkom. Ampak ja, je pa res, imamo pripravljeno še naprej dogodke in zdaj so tudi že potrjeni za naslednja 2 tedna, z veseljem bomo kaj več povedali o tem. Ampak predtem pa še enkrat, jaz bi vas mogoče še ena stvar, ki sem jo že omenil, pa je mogoče nismo dovolj obrazložili danes, je to, da pravzaprav dr. Repar je bil aktiven tudi pravzaprav glede vprašanja krize, glede vprašanja korone in se mi zdi, da tudi njegova filozofija, njegov pristop k filozofiji ima nekaj za ponuditi ob tem. In mogoče, če bi za sklep bi ga povabil, da tudi on naredi eno tako mini poslanico, ne preveč nasilno, ne preveč, da rečem tako, kaj jaz vem, oportunistično, ampak kvečjemu mogoče malo poveže tudi to svojo filozofijo s tem, z nekim vrste povabilom, da naj ravnamo malo drugače, da naj se ozremo naokrog, mogoče vzamemo, ker ne nazadnje, kot vemo, je današnji dogodek tudi v sklopu noči knjige, oziroma slovenske knjige, tako da mogoče, da vzamemo v roke knjigo, zakaj ne, daru osebe. In ja, tukaj bi še povabil dr. Reparja, prosim. Zaključi, ne? Ja, zdaj, jaz mislim, da nekako zdaj neke aktivne sinteze na to, kar se zdaj dogaja, mislim, da sem že v samem tem današnjem
ekspozeju, ali kako pač predavanju, mini predavanju, pričevanju povedal, pač treba je ohraniti ta pogum za dejanje, tudi za upor proti obstoječemu tam, kjer vidimo, da stvari niso v redu, da ne iščemo, ko bo to mimo izgovorov, saj se ne da nič storiti, potrebne so sistemske spremembe in tako naprej, ker če ne bomo začeli pri sebi in tam, pri tistih stvareh, na katere imamo vpliv, ne bo dobro. To mogoče bi bila ena stvar za tudi nek premislek pri sebi. Drugo bi pa pač povabil ne samo k branju svoje knjige, ampak zlasti tudi knjig in še posebej revije. V reviji prva številka je zunaj, seveda zdaj razen do naročnikov ni pač še prišla v distribucijo, ker je že išla, pač ko so se začeli te ukrepi. V drugi številki boste pa lahko prebrali tudi moj uvodnik, ki se navezuje na zdaj to problem s tem virusom. In samo mogoče povabim k temu branju s tem, da pač mislim, da v zaključku napišem, da zdaj imamo prekrita usta z maskami in naj nam to ne zapre ust, ko bojo te ukrepi mimo. Torej pogum tudi, da se izrazimo, da ne umolknemo. V tej reviji, ki izide, pa naprimer je tudi veliko zanimivega gradiva, ne samo literarnega. Opozoril bi recimo na odlomke iz knjige Mi, Eichmannovi sinovi, ki mislim, da na nek način ta problem, o katerem govorimo in se je zdaj pokazal v zaustavitvi sveta, govori, odpira še neke boleče točke, s katerimi se je treba soočati. Kar precej daleč nazaj, pač, da ta vlak sodobne civilizacije ne bi naprej drvel v katastrofo. In če se vrnem k fenomenu imena apokalipsa, pač je del pomena tudi v tem, da pač se moramo soočiti tudi pač s to najglobjo krizo, ker sicer edino tako se tudi ta neka možnost katastrofičnosti lahko premaga in se nam sicer katastrofa tudi dejansko lahko zgodi. Ampak naj to ne bo kot razumljeno kot nek strah, neka grožnja, ampak kot neko napotilo k pogumu. Pogumu za začetek, da se izrazimo, da se povežemo, da smo v dialogu in da smo seveda v dialogu tudi z
zapisano besedo v negovanju lastne tudi duhovne rasti. Edino tako lahko tudi onemogočimo poskuse raznih manipulacij človeka v prihodnje in pa seveda še z neko novo dimenzijo, ki se odpira ob vsem tem. To je recimo umetna inteligenca kot nova entiteta sveta, do zdaj neznana v zgodovini, ki lahko kot orodje veliko pomaga in prispeva k neki pozitivni viziji sveta, seveda pa ob neaktivni drži, ob inertni drži, tako kot vse, lahko prispeva k slabemu in k nadaljevanju tega drvenja v katastrofo. Doktor Primož Repar, jaz se vam zelo lepo zahvaljujem za čas, za vaše predavanje. Mislim, da smo izvedeli kar veliko zanimivega. Mislim, da tudi ste na nek način izpostavili dobre razloge, zakaj je vredno pravzaprav poslušati in brati izdaje Apokalipse, poslušati predavanja, ki jih prireja, se udeležiti nenazadnje tudi dogodkov, ki jih redno prireja, vključno seveda z simpozijem oziroma konferenco, ki smo jo omenili. Tako da to bi bilo to glede danes. Jaz sem zelo vesel, da ste se spet udeležili v takem številu. In tako da bi se vam rad zahvalil vsem, v imenu Slovenskega filozofskega društva. Obenem bi vas pa rad že vnaprej povabil na naše naslednje dogodke, ki, kot smo že omenili pravzaprav v prejšnjih tednih, bodo pravzaprav predstavljali različne avtorje. Naslednji teden se nam bojo recimo predstavili poznavalci filozofije športa, in sicer doktorica in doktorja Joca Zurc, Jernej Pisk in Lev Kreft. Zagotovo bo izjemno zanimivo vprašanje filozofije športa, se mi zdi pravzaprav eno tako vprašanje, ki bi ga lahko po svoje tudi danes začeli, namreč tega nisem povedal predtem, oziroma nisva povedala predtem. Doktor Repar je namreč strasten košarkaš, še vedno, sicer bolj rekreativno zdaj. Mogoče malo se hec, ampak se mi zdi, da je vsem pomembno, da v teh trenutkih, ko smo pravzaprav pozabili na nekaj navidezno tako postranskega, kot je šport, da govorimo tudi o takih rečih. In naslednji teden bomo videli, da pravzaprav tudi vprašanje športa se izjemno pomembno pravzaprav vmešava v naše življenje, sploh če ga zoperstavimo krizi, če ga zoperstavimo pravzaprav problemom na socialni ravni, problemom prekarnosti, kar recimo že nakazuje profesor Kreft, da bo predstavil. Se pravi, in nenazadnje olimpizma. Letos bi morale biti olimpijske igre, ki so ogromen dogodek, ki ne samo v športnem veliko, ampak pravzaprav nasploh, so pravzaprav nek združevalni dogodek, in kako pravzaprav si misliti nekaj takega, kot je olimpijske igre brez fizične bližine. Pravzaprav, to bojo zelo zanimivo vprašanje, tako da to že zdaj vas povabim naslednji teden ob isti uri na istih kanalih. In čez 2 tedna sledi seveda tudi že prej napovedani nastop profesorja Andrewa Cottrellja iz Univerze v Chicagu, Loyola Univerze v Chicagu, ki bi sicer na ta dan moral nastopiti v Ljubljani, zdaj bo pač nastopil preko aplikacije Zoom, in zato smo izjemno hvaležni, in bo govoril o Heglu, o interpretaciji Hegla pri Brandomu, pri Žižku, ampak v njegovem slogu tudi mogoče recimo povezal predvsem razumevanje Hegla z literaturo, z nekoliko bolj sproščenim pristopom do avtorja, in jaz mislim, da bo to izjemno zanimivo. Namreč ta dogodek je že v okviru praznovanja 250-letnice rojstva torej velikega nemškega filozofa. Mogoče bo tudi ta dogodek vam majčkeno pomagal, da malo ta zelo strog obraz Hegla, da malo se tudi postane nekoliko bolj prijazen. Dobro, to je to, kar je bilo pripravljeno z moje strani. Jaz upam, da vam je bil današnji večer všeč, da vam je bil po godu. Zdaj bi pa pustil še zadnje besede predsedniku društva, doktorju Tomažu Grošovniku. Hvala lepa. Hvala, Gašper. Hvala tudi današnjemu gostu, Primožu. Samo tole bi rekel, zelo sem vesel, da se z našimi
stalnimi gosti videvamo v teh čudnih časih ob 8. vsak torek v Matrici. Kot sam temu rečem, to se mi zdi, nam daje eno tako upanje, da je ta slovenski filozofski eros uspel utreti pot tudi iz te karantene. Res sem vam izjemno hvaležen vsem, ki ste se danes spet udeležili našega dogodka in, kot je rekel že Gašper, se vidimo drug teden v torek ob 8. uri. Hvala vam. Hvala lepa. Hvala za vabilo. Pozdrav vsem.